Prišli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jave svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj. Se glasi pesem, ki jo verjamem, da vsako leto z veseljem zapojemo ob začetku meseca maja. S temi uvodnimi verzi pa vas tokrat pozdravljava, dragi gledalci, in naj nas vse skupaj popeljejo v majsko oddajo Glas Medžugorja, k Mariji v nadzemeljski raj. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci. Veseli nas, da smo zopet skupaj. Verjamem, da vas zanima, kako se nadaljuje pesnitev Stanka Žerjala Medžugorski venec. Slišali ste že 15 kitic, danes pa vam predstavljava naslednjih 7. V Sarajevo in Dobrovnik, v Zagreb, Mostar in Gorico. Z blagoslovom kot duhovnik prišla je učit resnico. Res se videti je dala, še v slovenski domovini, in se v njej je prikazala kot vsak dan v Hercegovini. Za najmlajšim izmed svojih je v Slovenijo stopila, tam, kjer tla je nekdaj v bojih hercegovska kri močila. Po vaseh ob reki Soči je Marija zasijala, pred fantičem gostom v koči in vsem blagoslov svoj dala. Ko je množica molila, s hercegovcem v kmečki sobi, je brezmadežna ovila njegov čar svoj na svetlobi. Med Slovenci je veselje, da nas je zdaj počastila in uslišala nam želje mati in kraljica mira. Prišla je v Hercegovino obiskat ne le izbrane, ampak v Božjo domovino vabi vseh rodov Slovane. Majko mira moli za nas. Marija med Slovani vabi posebej tudi nas. Ne samo, da vabi, ampak je k nam prišla tudi v goste. Se je prikazala celo večkrat. Naš gost, gospod Kornelij, pa je bil ne le prisoten pri videnju v Sloveniji, ampak je vitkinjo Ivanko tudi pripeljal v Slovenijo. Več o tem pa nam bo povedal kar sam. Gospod Kornelij, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za uvod sva z Matejo že prebrali en del pesnitve, in sicer Medžugorskega venca, in v tem delu smo slišali, da se je Marija večkrat prikazala v Sloveniji. No, en vers pa prav zanimivo pravi takole, da je zasijala ob reki Soči pred fantičem gostom v koči in vsem blagoslov svoj dala. Kdo pa je bil ta fantič? No, ta fantič je bil najmlajši medžugorski videc Jakov Čolo.
Kje pa je ta koča? No, ta koča je verjetno bila mišljena na več krajih, ne. To se je dogajalo recimo v Šmihelu pri Novi Gorici. In sicer, kako je Jakob prišel tja. V Goriških brdih je živel en gospod, ki je v Italiji v turistični agenciji vozil avtobus. Večkrat je šel v Medžugorje, tam se je z Jakobom tudi spoznal. No, in enkrat sta se pač dogovorila, da je Jakob prišel z njim in on ga je pripeljal v Slovenijo. Italijani bi ga sicer radi vzeli s seboj v Italijo, ampak Jakov ni imel potnega lista. In sicer takratna oblast je medžugorskim vicem pobrala potne liste, tako da slučajno ne bi kdo ušel iz države. No, med tem časom, ko je Jakov prihajal v Slovenijo, so v Posočju organizirali kar nekaj srečanj, tako da Jakov je bil v Šmihelu 6. in 10. julija 1986. Vmes, ostale dneve pa je bil še na Sveti Gori pri Gorici, v Tolminu, pa še v nekaterih drugih mestih. No, med tem tudi v Postojnski jami, oziroma tako kot mi je enkrat pripovedoval, je imel videnje v bližini Postojnske jame. Koliko pa je bil Jakov takrat star? Jakov je takrat imel 15 let. Jakov pa ni bil prvi, ki je obiskal Slovenijo. Kdo izmed njih je bil naš prvi gost? Prva od medžugorskih vicev je bila Ivanka Ivankovič. To se je zgodilo takrat, ko smo bili mi na zaslišanju v Čitluku, kot ste slišali v prejšnji oddaji. Naslednji dan smo se potem seveda odpravljali nazaj v Slovenijo. Takrat je bila z menoj še gospa, ki je tudi dolgo let vodila romanja iz Ljubljane, to je bila gospa Zofija Rakovšček. No, in ko smo se pri babici od Ivanke takole med seboj pogovarjali, je pa ona izrazila eno željo, je rekla, joj, kako bi si želela, da bi se Marija prikazala v Sloveniji nekomu od medžugorskih vicev, ne. Potem jaz sem pa to seveda takoj zares vzel, ja pa sem rekel, čakaj pa, ne zdaj samo stokat, dajmo vprašati, morda bi jo pa Ivanko pustili, ne, da bi šla z nami za kakšen dan v Slovenijo. Pravi ta Zofka, ne bo šlo, ne. No, potem sem se pa jaz začel pogovarjati z staro mamo od Ivanke in za čuda je bila takoj za to, da Ivanko pusti, da gre z nami v Slovenijo. No, čez nekaj časa po tem pogovoru je v to dnevno sobo prišla Ivankina sestrična, Silvana Ivankovič, in se je potem vpletla v ta pogovor. Je rekla, no, se Ivanka je pa tukaj dol pri sosedih, jo grem lahko iskat, pa jo boste tudi pozdravili, ne. No, ona je šla res po Ivanko, v roku par minut sta se vrnili obe, no, pa sem pa jaz kar začel takoj, ne, sem si mislil, kuj železo, dokler je vroče. Takrat sem vprašal Ivanko, sem rekel, a bi ti za kakšen dan prišla k nam v Slovenijo, da bi imela videnje tam, ne. Je rekla, da, kar baba ne da, se pravi, ko babica ne bi pustila, ne. No, smo rekli, mi smo se z babico že zmenili, mi smo že sklenili nek dogovor, ona bi te pustila, lahko greš, ne. Seveda, ona je bila takrat presenečena, čez kakšno minuto sta z sestrično Silvano obe pobegli iz dnevne sobe, in potem mi smo se pač z Ivankino babico pogovarjali druge stvari, tako človek v bistvu tam v pol ure že pozabiš, kaj je bilo, ne. Na kar sta se obe dekleti vrnili in sta enostavno pokazali kovčke. Vsaka si je že pripravila kovček, da grejo z nami v Slovenijo. Tako da ne vem, kdo je bil bolj presenečen, ali sta bile oni dve, ali smo bili mi, ne. No, in takrat je pa gospa Zofija enostavno kar je bila presenečena, rekla, ja, kaj smo pa zdaj? Jaz sem rekel, nič, zdaj smo se zmenili, naredili smo to, kar smo želeli, zdaj gremo pa naprej. No, in ona je potem preko telefona poklicala nekoga v Ljubljani in povedala, da pač prihajamo.
No in stvar se je potem začela, ne. Dobili smo prevoz, šli smo v Mostar. V Mostarju smo pa obiskali še to drugo njeno babico, ki je bila pa mama od Ivankinega očeta. Zakaj pa sta imeli obe babici tako pomembno vlogo? Ja, v tem primeru sta imeli zelo pomembno vlogo, pa ne samo ti dve babici, tudi druge babice v Medžugorju sem videl, da so bile zelo pomembne. V glavnem so očetje teh otrok so delali večinoma v Nemčiji, potem mame so veliko delale po njivah, po poljih, in babico so enostavno vzgajale otroke in kuhale in seveda učile so jih tudi vere, predajale so jim vse skrivnosti vere, se pravi, podajali so naprej to, kot oni rečejo, baštino, ne. Tako da, in te babice so imele tudi vedno v rokah rožni venec, tako da so imele res zelo, zelo pomembno vlogo. Koliko časa je Ivanka ostala v Sloveniji in kaj ste skupaj z njo vse doživeli? To je zanimivo vprašanje, ja. No, ko smo mi potem tistega popoldneva prišli v Mostar, je rekla Ivanka, da bo imela dnevno videnje, se pravi zvečer, ne. In potem smo rekli, ja, krasno, bomo še na videnju zraven. Ampak sem jo tako malo ruknil z ramenom, sem rekel, daj, Ivanka, vprašaj še Marijo, če res lahko greš v Slovenijo, ne. No, medtem je pa ta babica, h kateri smo prišli v Mostar, se nas je seveda zelo razveselila in smo jo vprašali, če tudi ona da svoje dovoljenje, da gre vnukinja Ivanka lahko v Slovenijo. Je rekla, ja, za mene ni problem, je rekla, jaz vam bom to že dovolila, ampak ona babica v Medžugorju verjetno tega ne bo pustila, ne. Smo rekli, ja, z njo smo se že dogovorili, ona je pustila, tako da zdaj še, če vi dovolite, potem imamo praktično vsa dovoljenja in lahko gremo. No, potem je pa sledilo videnje, na videnju je bilo še nekaj ljudi, ki jih je ta babica povabila ob tej priliki. Po videnju, ko je Ivanka vstala od molitve, se je obrnila proti nam, bila je vsa vesela in je rekla, Gospa nam je zaželjela sreten pot v Slovenijo. Gospa nam je zaželjela srečno pot v Slovenijo. No, sem rekel, zdaj pa res imamo vsa potrdila, tako da lahko gremo. No, potem smo se počasi odpravili na kolodvor v Mostarju, nakupili karte, se vkrcali v vlak, to je ta poznani Kozara ekspres, ki je vozil od Metkoviča pa preko centralne Bosne, Zagreba v Ljubljano. Imeli smo en skupen kupe, pač tam notri smo se dali, ne, in ta gospa Zofka se je strašno bala, je rekla, da nam ne bi kdo kaj naredil, da ne bi tem torej Ivanki kdo kaj naredil, ne, sem rekel, pa kaj, sej nismo v času, ko okoli tebe plešejo paparaci, se nas ljudje praktično ne poznajo, ne vejo, za koga se gre. Tako da to je mirno minilo, ne. One dve sta včasih rade malo šle po vagonih gor in dol pogledati, to jim je bilo zanimivo. Tako da zjutraj nekje okoli 7 ure smo prišli v Ljubljano, potem smo, mislim, da s taksijem šli do tam, kjer je ta gospa Zofija stanovala, to je bilo na področju Zelene jame. Se pravi, ko sem se vrnil, sta se te dve dekleti razveselili, pa mi je bilo malo čudno, ne, tako sem prav skočili k vratom, ko sem prišel notri, ne. Sta rekli, hvala Bogu, da si prišel, cel dan nas ta gospa Zofija ni pustila ven, se je bala za nas, smo bili v zaporu, tako, no. Sem rekel, zdaj, če imate kakšno željo, grem pa lahko z vama, gremo pa malo ven pogledati po Ljubljani. Takrat smo šli pa obiskati tudi eno gospo, ki je bila tudi vodička za romanja, ki je pa napisala
prvo knjigo o Medžugorju, ki se imenuje Marijin klic, to je bila pa gospa Stanka Vabra. No, se spomnim, ko smo prišli od nje, potem je rekla Ivanka, da ima eno željo, da bi nekaj rada, se neko povej, karkoli je, smisel, da želi, ne vem, na kakšen sladoled ali kaj takega. Pa je rekla, ne, jaz bi rada poklicala Rajkota. Rajko je bil pa njen fant v Medžugorju. Pa se spomnim, kako smo zbirali drobiže, dinarje takrat, za to telefonsko govorilnico, ki je bila včasih v bližini rehabilitacijskega zavoda Soča, zdaj ne vem, če je še tam, mislim, da ne več, no. V glavnem, ona je z vsem veseljem poklicala svojega Rajkota, tako da mu je povedala, da smo srečno potovali, da je vse v redu, in pač navdušena je bila, no, tako. To je bilo prvi večer, naslednji dan pa smo se odpravili na letališče na Brnik. Zakaj? Zato, ker ko sem jaz prišel domov, sem dobil doma telegram, ki mi ga je mama poslala. Ona je bila namreč pri obisku, torej na obisku pri svoji sestri v Južni Afriki, v Johannesburgu, in ravno takrat se je vračala. In še napisala mi je v telegramu, ne hodi me iskat, bom že prišla domov. Jaz sem stvari seveda malo po svoje speljal, tako da naslednji dan z vsem veseljem sta te dve dekleti in seveda gospa Zofija šli z mano, tako da smo šli na Brnik. In ko se je ravno spuščalo to letalo, ki je takrat prišlo iz Frankfurta, ona je tam prestopila avion, se spusti torej letalo Lufthansa, na brniško letališče, in te dve dekleti sta se tako malo čudno med seboj pogledali in potem sta se začeli smejati. Nenormalno sta se glasno smejali, pa kaj je narobe? Vse avion je čisto popristal, ni mi bilo jasno. Potem, ko sta se majčkeno uspeli umiriti, sem jih pa vprašal, dobro, pa kaj je tako smešnega, Ja, pravi, pa kaj ne vidiš, pravi, kaj piše na tem avionu? Kaj piše? Ja, Lufthansa. Ja, kaj pa to smešnega? Ja, pravi Ivanka, pravi, pa kaj ne veš, tisti sosed dol pod nami, par hiš naprej, je dolgo let delal v Nemčiji, in ko je prišel domov, si je tam nabavil enega osla in tisti osel se je imenoval Lufthansa. Aha, potem sem jaz razumel, zakaj sta se one dve tako smejali. Verjetno sta takrat tudi pomislili, da so avionu dali ime po tistem oslu. V glavnem bilo je pestro in zanimivo. Tako. Potem smo se seveda vrnili nazaj v Ljubljano. Mislim, da smo takrat šli tudi ljubljansko stolnico pogledati. Zvečer je bilo pa videnje. No, na tem videnju je pa prisostvoval tudi en pater, ki je bil včasih v Ljubljani zelo poznan in zelo spoštovan. To je bil pater dr. Roman Tominc. In takrat sem prvič v življenju spoznal tudi, kot je bil še bogoslovec, je bil pa pater Vid Lisjak. Tako, bilo je še nekaj ljudi, videnje je bilo zelo lepo. Ivanka je rekla, da se je Marija prikazala z dvema angeloma, ki sta krožila okoli nje, tako da je bilo nekaj posebnega. Tako. Naslednji dan, se pravi, to je bilo že praktično tretji dan, smo imeli pa nekako namen iti z Ivanko do Predjamskega gradu in Postojnske jame, ker si je pač želela to videti. No in pa smo rekli, v redu, ampak zanimivo, prejšnji večer na videnju je Marija že nekaj povedala Ivanki, ampak ona nam tega ni takoj zaupala. Šele potem, kasneje pri večeri, preden smo šli spat, je rekla, Marija mi je nocoj med videnjem rekla, da se mi bo jutri prikazala ob 9. uri zjutraj, zato da bomo lahko imeli potem prosti dan pred seboj. Tako da, bil sem zelo presenečen takrat, ko sem rekel, kako se Marija tem otrokom prilagodi.
To je bilo nekaj nepojemljivega. No in točno tako je bilo, naslednji dan smo bili samo mi, se pravi v Božjem krogu, na videnju. Marija je preko Ivanke dala tudi eno zelo lepo osebno sporočilo za nas, no in na koncu tega sporočila je rekla: "Vztrajajte v molitvi do kraja." No, pol po tistem smo imeli zajtrk, se spomnim, smo šli v Postojnsko jamo, v Predjamski grad. Tako, bil je zelo lep dan, potem smo se počasi proti večeru vrnili v Ljubljano in naslednji dan potem smo se že odpravili nazaj proti Mostarju. Ja, zelo zanimivo mi je bilo slišati, ko ste rekli, da je Ivanka, če se ne motim, je bila stara takrat 17 let, želela poklicati svojega fanta Rajka. Pa me zanima, kaj pa je o tem menila okolica, se pravi, takrat je že imela fanta, ne? Mislim, da v Medžugorju si zaradi tega niso delali nobenih preglavic, so sprejeli to čisto kot nekaj normalnega. Zdaj, v Ljubljani je bil pa malo problem, ne? Tam so pa avtomatično Ivanko že popredalčkali, da bi, glede na to, da je vitkinja, morala iti v samostan, ne? Medtem ko Ivanka je kategorično to vedno zanikala, je rekla: "Ne, v samostan pač nimam namena iti, želim se pa poročiti in imeti veliko družino." Nekako bi lahko rekli, da je pa ravno posebnost medžugorskih vidcev to, da so se vsi odločili za zakonsko življenje. Zanimivo, torej Ivanka je vedela že od začetka, da si želi družine, no vsi pa niso bili čisto prepričani, pa več o tej temi morda kdaj drugič. Bi pa omenili še Ivana, ki je bil na poseben način povezan s Slovenijo. Kako pa? Ja, videz Ivan je pa prvič prišel v Slovenijo 6. maja 1992. Prišel je z patrom Petrom Ljubičičem, to je tistim patrom, ki si ga je Mirjana izbrala, da bo razkril 10 skrivnosti. No, onadva sta takrat pripotovala preko Dalmacije, ker se preko centralne Bosne in gor Zagreba ni dalo priti zaradi vojne. Torej, to je bilo organizirano eno zelo, zelo lepo srečanje na Sveti gori pri Gorici. Veliko avtobusov sem takrat videl, ogromno ljudi iz cele Slovenije. Vem, da ko smo izvedeli za ta datum, smo se klicali po telefonih, se obveščali, tako da je bilo to res nekaj lepega, ne? In Ivan je imel na Sveti gori pri Gorici videnje točno na tistem kraju, kjer je po pripovedovanju imela videnje vitkinja Urška Ferligoj. Vsi se spomnite takrat, ko je Marija rekla Urški: "Reci ljudstvu, naj mi hišo sezida in me milosti prosi." To je tisti najbolj poznan stavek iz Svete gore, ki si ga verjetno zapomni vsak, ki obišče to svetišče in ki ga zanimajo ta prikazovanja, ki jih je Urška imela. No, takrat, tistega dne je torej nebeška mati dala preko vica Ivana tudi eno sporočilo, ki ga jaz v mojem arhivu nisem našel. Vem pa, da ga imajo na Sveti gori, ker sem jaz takrat posnel kar nekaj fotografij, sem jih zložil v album, pripisal zraven tudi to sporočilo Marino, ki ga je povedal Ivan Videc, ne? In sem to dal potem na Sveto goro, ne vem, enega patra sem enkrat dobil, pa sem rekel: "Dajte to v arhive, nikoli se ne ve, kdaj lahko prav pride." Je Ivan prišel v Slovenijo samo takrat ali je bil pri nas še kdaj? Ja, to je zdaj spet druga zgodba. Ivan je leta 1986 dobil poziv za služenje vojaškega roka. In seveda ta poziv je bil za služenje na Kosovu.
Ivan je takrat mal tako z neugodnimi občutki sprejel ta poziv za vojsko. Tudi ljudje, ki so ga poznali in domači, so verjetno molili, da bi šlo vse v redu, da pač ne bi bilo kaj narobe, da se mu ne bi karkoli zgodilo, ker takrat je bil že poznan kot medžugorski videc, ne. In na veliko presenečenje je dobil na novo poziv. In sicer na tem novem pozivu je pa pisalo vojska v Ljubljani, vojašnica Šentvid. Takrat se je pa potem Ivan malo sprostil in malo razveselil. No, on je v neki priložnosti, ki mislim, da je bila plod Božje previdnosti, spoznal enega gospoda iz Ljubljane, se z njim spoprijateljil. No, in takrat, ko je on dobil poziv za služenje vojaškega roka v Ljubljani, takrat je tega gospoda poklical in mu povedal, da prihaja v Ljubljano, in ga prosil, naj ga pač pričaka na železniški postaji, ko bo prišel iz Mostarja, ne. No, in ta ga je res pričakal, ga je sprejel, in potem proti večeru ga je seveda tudi pospremil v vojašnico. Nekaj časa ste nista videla, če sem jaz prav razumel, 14 dni, ko je imel Ivan tudi slovesno zaprisego, potem ga je pa poklical, no, in ta gospod ga je prišel iskat. So mu seveda dovolili, da gre lahko ven iz vojašnice, in tako se je potem dogajalo praktično do konca služenja vojaškega roka, da so ga ob sobotah, nedeljah in včasih tudi ob četrtkih spuščali iz vojašnice, da se je potem v neki skupnosti lahko tam srečal pač z ljudmi, ki so pripadali tej skupnosti, no, in je tam imel tudi videnja. Se pravi, da v času služenja vojaškega roka je nebeška mati prihajala posebej v Ljubljano preko vica Ivana Dragičeviča. No, Ivana so pa medtem, ko je služil rok v Ljubljani, obiskovali tudi njegovi domači, pa seveda tudi pater Tomislav, pa vidkinja Marija Pavlovič, pa Vicka Ivankovič, tako da v bistvu za vse to ni bil prikrajšan. No, ker je bil pa on dober, vzoren vojak, ne, se je držal vseh pravil, se je kapetan kasarne zavzel za njega in ga vzel pod svoje okrilje, pod svojo zaščito. To poudarjam zato, ker se je še pred tem videc Ivan vpisal v semenišče v Dubrovniku, pač želel je, da bi morda dokončal študij teologije ali pa nekoč celo postal duhovnik, pa so ga tam slabo sprejeli. Enostavno so se nekateri semeniščniki norca delali iz njega, se pravi, so ga malo šikanirali, tako da se je prav slabo počutil, ne. Tukaj pa, če naredimo to primerjavo, na drugi strani vojska, ki pač ni bila tem stvarem naklonjena, pa so se v bistvu zelo očetovsko obnašali do Ivana in mu omogočili, da se mu je Marija prikazovala, ne. Saj oni so to vse vedeli. Omenili ste, da je bila Marija Pavlovič prav tako v Sloveniji. In sicer leta 2000 in 2004 je obiskala Stično, kjer je prav tako imela videnje. Posebnost tega srečanja je tudi posvetitev. Prisotni so se takrat posvetili Jezusovemu in Marijinemu srcu. Prvič v zgodovini je papež Leon XIII. Leta 1899 v svet posvetil Jezusovemu presvetemu srcu, papež Pij XII. Pa je leta 1942 cel svet posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu. Marijino srce nas vodi k Jezusovemu srcu in s tem dogodkom posvetitve so bili vsi prisotni povabljeni, da zavestno obnovijo in poglobijo krstno posvetitev Bogu ter se zavestno in popolnoma odpovejo grehu
zapeljivosti zla in hudemu duhu. Kornelij, pripravili ste nam tudi videoposnetek videnja. Iz mojega arhiva sem pripravil tudi ta posnetek videnja, ki ga je imela Marija Pavlović Luneti v samostanu Stična. No, takratno slovesnost je vzel pod svoje okrilje in jo vodil stiški opat, dr. Anton Nadrah, ki sem mu jaz neizmerno hvaležen za to njegovo dejanje. Torej, adoraciji, ki jo je vodil, je sledila posvetitev Jezusovemu in Marijinemu brezmadežnemu srcu in potem blagoslov z Najsvetejšim. Ta trenutek Marijinih prikazovanj po medžugorskih vicih pa je bil nekaj resnično posebnega. To boste sami videli, ta videoposnetek nam to nazorno prikaže. Mi si bomo sedaj ta videoposnetek pogledali. Vam, gospod Kornelij, pa najlepša hvala za tokratni pogovor in se vidimo v prihodnji oddaji. Hvala, nasvidenje. Hvala tudi vam. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime. Za vrijeme ukazanja ja sam molila, kako sam rekla i preporučila Gospod sve vas i vaš narod. Med prikazovanjem, kot sem vam že povedala, sem molila in priporočila Mariji vas vse in vse vaše namene. I prikazala sam Gospod vašu nakan, vašu posvetu srcu Isusovu, srcu Marije. In Mariji sem priporočila vaš namen, vašo posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. I Gospod se nasmijala, bilo je drago. In Marija je bila vesela, nasmehnila se je, vesela je bila tega. I u jednom momentu Gospod je dala isto poruku, koja nije svaki dašnja. In potem je gospa Marija dala tudi sporočilo, ki ni nekaj vsakdanjega. Tako da se ja tako radosna čas, da jednostavno želim vam podijeliti s vama. Zelo sem srečna nocoj zaradi tega in to srečo želim deliti z vami. Gospa je rekla, draga djeco, Marija je rekla, dragi otroci, nećete se pokajati, ne bo vam žal, ni vi, ni vaša djeca, niti vam, niti vašim otrokom, ni djeca vaše djece. niti otrokom vaših otrok. I onda je Gospod molila nad nama i sve nas je blagoslovila. In potem je Marija nad nami molila in nas je vse blagoslovila. Zar nije lijepo, pa nije? Majko mila, moli za nas. Kar nekaj zanimivega smo slišali o vidcih in njihovi prisotnosti v Sloveniji. Verjamem, da si vedno lažje predstavljate, kakšni so vidci in kako izgledajo.
Še marsikaj zanimivega pa bomo povedali tudi v naslednjih oddajah. V tokratni bi radi odgovorili še na vaše vprašanje, koliko vidcev ima še vsakodnevna videnja. Vsakodnevna videnja imajo še 3 izmed vidcev. To so Vicka, Ivan in Marija. Poleg sporočil, ki jih je prejela Mirjana Dragičević Soldo in so namenjena vsem tistim, ki še niso spoznali Božje ljubezni, so nam dostopna tudi sporočila, ki jih vsakega 25. v mesecu prejme Marija Pavlović. Sporočila ostalih vidcev pa so bolj osebne narave in niso namenjena javnosti. O aktualnih sporočilih nam bo kaj več povedal naš gost Primož Krečič. Gospod Primož, lepo pozdravljeni. Tudi vi lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V prejšnji oddaji smo slišali sporočilo, ki ga je prejela Mirjana Soldo. Kmalu zatem pa je sporočilo prejela tudi vidkinja Marija Pavlović, ki vsakega 25. sprejme sporočilo za župnijo in ves svet. 17. aprila pa je sporočilo prejel tudi videc Ivan Dragičević. Kaj je še posebej aktualno v teh sporočilih za današnji čas? Ta sporočila imajo velik pomen za današnji čas, še posebej, ker so v tem velikem času pričakovanja. Recimo sporočilo, ki ga je prejela 25. marca letos vidkinja Marija, prav hoče povedati, da se ne smemo bati. Moramo biti odprti v prihodnost in da moramo zaupati v njeno priprošnjo. Kdor moli, se ne boji. Se ne boji prihodnosti in to je veliko sporočilo, ki mora biti tudi za nas zelo aktualno. Hudič želi vojno, pravi Marija. Napetost v tem času raste. Toda apostoli Marije se ne smejo bati. Ponižnosti morajo zaupati in se odpreti Bogu. Tako je dejansko Marija Pavlović prejela sporočilo, ki je za nas vse zelo pomenljivo. In podobno tudi Ivan, ki je prejel sporočilo malo kasneje, se pravi 17. aprila, izredno sporočilo, je prejel poročilo kot nekakšno povzetek tega, kar je v Medžugorju. To je sporočilo nekako, ki kaže na odgovornost. Bodite odgovorni v tem času. Ne zavračajte tega časa. Vrnite se k Marinemu in sinu Jezusu. Obnovite življenje. To so tiste stvari, ki se mi zdijo prav bistvene za Medžugorje. In prav s tem zaupanjem bomo ostali močni in zdržali ob napadih hudobnega duha. Pri vsem tem pa se je seveda zelo lepo zavedati, da nas ima Marija rada, da nas ima zares rada. In če mi nadaljujemo naše popotovanje po sporočilih, ki jih je prejela vidkinja Mirjana Dragičević Soldo, nas potem pot tokrat zapelje v leto 2004, kjer nam Marija zelo jasno sporoča, kako rada nas ima. Ampak včasih smo slepi za stvari, ki so nam, bi lahko rekli, čisto pred nosom in ne vidimo. Zato pravi Marija takole leta 2004 v prvem delu sporočila. Dragi otroci, tudi danes, ko vas gledam s srcem polnim ljubezni, vam želim reči, da je tisto, kar vztrajno iščete, po čemer hrepenite, otročiči moji, tu pred vami. Kaj moramo storiti, da bi spregledali? Tako lepo nas Marija vzgaja. Vabi nas, da bi res spregledali, ker to spregledanje je danes en velik problem. Pa ne samo v Medžugorju, ampak tudi pri nas na vseh korakih. No in Marija nadaljuje sporočilo, dovolj je, da v očiščeno srce postavite na prvo mesto mojega sina in boste spregledali. In prav tukaj so velike stvari. Očiščeno srce. Gledati na stvari s srcem. Gledati na stvari s srcem, to pomeni, da jih nekako začutimo. Da ne gledamo samo skozi eno suho resnico. Da nismo samo tisti, ki od zunaj gledajo na dogajanje in nas zanima le zdravila ali pa plača
ali pa te stvari, ki jih bi rabili prav v tem trenutku. Marija nas želi popeljati k varstvu, resnično varstvo Jezus Kristus. In zato se sama ne tukaj stavi kot ena rešiteljica, ampak hoče biti vrata. O vratih govori, vemo, da govorijo litanije Matere Božje, vrata nebeška. Marija je tista, ki nas vodi k Bogu, nas podpira k temu, po čemer ljudje najbolj hrepenimo. In druga stvar je gotovo očiščeno srce. Da naše srce ni obremenjeno, da nismo vklenjeni, da nismo nekje zaprti. In kako očistimo srce? Zelo preprosto. Z usmiljenjem in odpuščanjem. Dejansko je to povabilo k spovedi, medsebojnemu odpuščanju in spravi. Predvsem sveta spoved je sakrament usmiljenja, ki prinaša očiščenje in tudi notranji mir. Kako pa naj pristopimo k spovedi v tem času, ko veljajo omejitve? No, hvala Bogu, da kljub vsem omejitvam je ostala ta individualna duhovna podpora, se pravi, ljudje so lahko pristopali k Hailu in lahko so pristopali k sveti spovedi. In kdor je želel pri teh spovedi, sveti spovedi je lahko prišel. In se mi zdi tudi v teh, recimo bi lahko rekli, premorih med enim in drugim valom je bila ta možnost. Tudi sedaj pred Veliko nočjo so ljudje lahko prihajali k sveti spovedi in tudi sedaj prihajajo. In mislim, da postaja sveta spoved vedno močnejši sakrament. Ob sveti Evharistiji je res sveta spoved tisti sakrament, ki zaznamuje kristjane in ki nam pomaga, da smo lahko budni in živi v tem času. Se pravi, da nismo obremenjeni, da se ne skrivamo, da nismo črnogledi, da nas ni strah. Kajti, če izročimo svoje življenje Bogu, potem nas ne bo strah. V Medžugorju tako pravijo tudi spovednica sveta. Ljudje, ki prihajajo tja, čakajo v vrstah za sveto spoved. In v tem sporočilu iz leta 2004 lahko vidimo tudi, da nas Marija ne pusti same, ampak nam zopet pride nasproti in pravi, takole zaključi, pravi, poslušajte me in dopustite mi, da vas materinsko vodim k temu. Hvala. Priporočimo se tudi mi Mariji in se ji pustimo voditi, da nas pripelje do spovednika in pa svete spovedi. Ko pa imamo očiščeno srce in mir, pa imamo prostor tudi za ljubezen do drugega. Sebe smo očistili, poslušamo Jezusove zapovedi in lahko to našo ljubezen delimo tudi z drugimi. V naslednjem letu nas Marija v sporočilu povabi prav k izpolnjevanju ene izmed dveh največjih zapovedi. Ljubite svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ja, prav tukaj je to ena velika skrivnost, da se očiščeno srce, o katerem je Marija prosila in vabila vidce, da se nekako povezuje s tem srcem, ki je odprto za ljubezen. Krščanstvo je vera učencev, ki hodijo za Jezusom, ki odkrivajo njegovo ljubezen in ki jo živijo pred sabo. In potem tudi gotovo, ki postavijo tudi Jezusa na prvo mesto. Če je Jezus na prvem mestu, potem so vsi odnosi drugačni. Ta ljubezen postane drugačna. Zakaj? Ker gledamo na ljudi skozi Jezusa. Jezus je gotovo rekel, če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Se pravi, ljubezen do njega je povezana z zapovedjo, vsemi zapovedmi. Ampak vrh zapovedi je ljubezen do bližnjega, do Boga. Ampak tukaj je šel potem gotovo on še naprej in to smo tudi slišali, da nas želi učiti, kako naj ljubimo. Da ne bomo ljubili samo kot ljubimo sami sebe, kar je že veliko, ker danes pač hoče ljubiti samo to, kar njemu ugaja, tako kot njemu ugaja in da ima druge za svoje, kot za svoje služabnike, da mu drugi dejansko ga podpirajo, da mu služijo in tako naprej. Jezus zahteva še nekaj več. In Marija je tukaj pokazala prav na to dimenzijo in se mi zdi, da so ta njena sporočila fantastična prav zaradi tega, ker nam želi
da bi ljubili, kakor ljubi Jezus. In mislim, da ta sporočila kažejo naprej prav tukaj. Se pravi, da ljubimo ne samo bližnjega, kakor sami sebe, ampak da ljubimo v bližnjem Jezusa. Jezus je že zdavnaj rekel, kar ste storili, mojim najmanjšim ste meni storili. In če ljubimo druge, kot bi ljubili Jezusa, jih ljubimo skozi njegov pogled. Zato drugi ni samo smotan, ni samo tisti, ki bi nam škodil ali pa teče karkoli, ampak v njem vidimo Jezusa. In o tem je velika apostolka v današnjem času, prav mati Terezija. V tem sporočilu iz leta 2005 se Marija dotakne potem tudi spovedi in pa molitve, o katerem smo že govorili, se dotaknili v prejšnjih oddajah. In če preberemo zdaj kar celotno sporočilo, to, kar ste vse že zajeli v svojem odgovoru: dragi otroci, k vam prihajam kot mati, ki nad vse ljubi svoje otroke. Otroci moji, želim vas tudi naučiti ljubiti. Molim za to. Molim, da bi v vsakem svojem bližnjem prepoznali mojega sina. Pot do mojega sina, ki je resnični mir in ljubezen, vodi preko ljubezni do vseh bližnjih. Otroci moji, molite in postite se, da bi bilo vaše srce odprto za moj namen. Hvala. In isto misel, s katero konča, potem nadaljuje v naslednjem letu 2005, ko pravi: dragi otroci, v tem postnem času vas vabim k notranjem odrekanju, k temu nas vodi pot ljubezni, posta, molitve in dobrih del. Tokrat doda še dobra dela. No, že v sporočilu 2003 je Marija povabila, naj se postijo in naj molijo za mir. Cerkev se je znašla v težkem času, kristjani smo se znašli v težkem času, kjer je zlo zameglilo poglede ljudi in ko je postalo vsemogočno. In ko so taki časi, ni druge poti, ni drugega izhodišča, kot je molitev in post. No, tukaj prihaja še nov vidik, ki je značilen tudi že za krščansko tradicijo. Post, molitev in miloščina. Tukaj so izpostavljene dobra dela. Post in molitev se mora nekako tudi povezati z dobroto. In sploh je post in molitev sta zelo pomembna, da sta povezana z ljubeznijo. Kajti samo tako lahko ta post osvobaja. Se človek ne vrti samo okrog samega sebe, kot je to značilno za hujšanje. Misliš, kako boš bolj eleganten, kako boš to in tako naprej. Ampak v bistvu si še bolj uklenjen zase, zato so ljudje, ki hujšajo, so tečni, ker se vrtijo samo okrog sebe. Medtem ko človek, ki se posti, ima zmeraj višji cilj in je potopljen v več ljubezni. Postimo se zato, da bi bolj ljubili, da bi bili bolj odprti, da bi bili bolj svobodni. In v Medžugorju je ta post nekaj naravnega, ena, recimo bi lahko rekli, posebna pot, da pridemo do Gospoda in do večje ljubezni med bližnjimi. In v današnjem času, ko je toliko tega uživaštva, toliko teh stvari, ki so tako nepotrebne, ko se ljudje obkladajo s stvarmi in postajajo njihovi sužnji, je post res ena krepost, je napor, ki pomaga, da se tega osvobodimo in da začnemo ljubiti. In na tak način, ko začnemo bolj ljubiti, postanejo tudi naši pogledi drugačni. Nam postanejo drugi pomembni. Nam postane pomembni človek, ki ga prej nismo videli. Nam postane pomembna molitev. Nam postane pomembna sveta maša. Nam postanejo pomembni reveži. Nam postane pomembna skupnost. Vse te stvari, ki smo jih imeli, ki jih Sveti Duh vodi tudi v današnjem času, ampak smo jih kar odpisali, ker smo mislili, da bomo sami gradili raj na zemlji. Samo s popolnim notranjim odrekanjem boste spoznali Božjo ljubezen in znamenja časa, v katerem živite. Postali boste priče teh znamen in spregovorili boste o njih. Temu vam želim pripeljati. Hvala, ker ste mi se odzvali. O prvem delu smo že nekako spregovorili. Ta drugi del tega drugega dela sporočila pa je zelo pomenljiv, da postanemo priče.
da svojo izkušnjo pričujemo drugim. Gotovo najprej v svojih domačih družinah, potem pa tudi v okoljih, v katerih živimo. Da pričujemo tudi v župnijah. Se pravi, da so post, molitev in dobra dela, da so resnična sredstva, s katerimi lahko spremenimo miselnost, s katerimi lahko razbijamo zidove zla, razbijamo klišeje potrošniške družbe in vzpostavimo to, kar je bistveno za naše življenje, božjo in človeško ljubezen. Eno in drugo. Predvsem pa, da se naučimo ljubiti ne samo s človeško ljubeznijo, ki je velikokrat sebična, ampak tudi z božjo. Da znamo odpuščati, da znamo sprejeti ljudi, ki so morda smotani ali pa ki so čudni, in da vsem tem odkrivamo Jezusa, kot je sam rekel, da prebiva prav v teh ljudeh. In se mi zdi, da v današnjem času, tudi ob tej korona krizi in ob vsem skupaj, je to še izredno, da postanemo ljudje, vedno bolj božji otroci, ki v danih razmerah iščemo milost in blagoslov na vse ljudi. Za Marijo je vsak izmed nas pomemben in želi nas imeti kot soudeležence pri njenem načrtu. Naj nas ta misel pospremi na pot do naslednje oddaje. Hvala, gospod Primož, in ponovno se vidimo v mesecu juniju. Hvala. Tudi vam. Nasvidenje. Nasvidenje.
Ali veste, katero je eno najstarejših, če ne celo najstarejše, romarsko Marijino svetišče v Sloveniji? Morda ste ga že obiskali, morda pa vas pot še ni zanesla na ta del Gorenjske, kjer se nepričakovano kot cesta med vasmi in hišami pripelje pod obronke hriba, pod Krvavec, odpre veličasten pogled na cerkev Marijinega oznanjenja z nekdanjim samostanskim kompleksom v Adergasu. Ste vedeli, da se tam enkrat letno odvija tudi dogodek, imenovan Marijin dan, po vzoru Medžugorja? Kje poteka, kdaj se je začel, kaj prinaša letošnje leto, nam bo povedal gospod Slavko Kalan, ki je župnik v Adergasu. Gospod Slavko Kalan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo. Vse skupaj. Omenili sva že, da ste župnik v Adergasu in da se nahajate v, bi lahko rekli, enem najstarejših romarskih Marijinih svetišč v Sloveniji. Ja, res je. Spoštovani gledalci in gledalke, naša župnija Velesovo ima res čudovito starodavno zgodovino. Sedaj je center v kraju Adergas. Začetki so bili v Velesovem. Pravzaprav začela se je župnija z imenom Velesovo. To je bilo v začetku 12. stoletja, ko so ustanovili župnijo z namenom, da bi plemič, kateremu je bil v Viteških igrah ubit sin, pokopan v domači župniji. Oglejski patriarh, takratni Bertold II, je to dovolil, ustanovili so župnijo na Trati in že naslednjo stoletje, v začetku 13. stoletja, so prišle k nam redovnice dominikanke. Te dominikanke so bile nemško govoreče in zelo bogate, hčere plemičev. To pomeni, da so prinesli s seboj tudi doto. Vendar, ker so jih Turki nadlegovali in v 14. stoletju, pa v 15. stoletju pravzaprav popolnoma uničili in zropali hišo, podrli cerkev in samostan, tudi nekaj redovnic odpeljali v služnost, so potem se redovnice kljub vsemu vrnile in čez približno 200 let šele dokončale to sedanjo cerkev in samostan. Več kot 50 let so to gradile in leta 1771 je bila ta cerkev in samostan dokončan. Seveda spet niso redovnice dolgo časa uživale v tem čudovitem poznem baročnem kloštrčku, kajti cesar Jožef II je ta samostan dobrih 15 let po tistem zaprl. In redovnice so samo to zrihtale, da so smele tukaj dokončati svojo življenjsko pot, so tukaj pomrle, zato imamo tudi njihove grobove v grobnicah pod cerkvijo, pod župnijsko cerkvijo. Zanimivo je tudi ime. Kaj pomeni Velesovo in kaj Adergas? Ja, res oba imena sta izredno pomembna in lepa. Župnija Velesovo naj bi izbrali ime pod rožo, in sicer ena taka čudovita gorska roža Velesa, neke vrste zvončnica, belo-rumeno cveti in je bila najdena na Krvavcu in Grintovcu in v vznožju teh gora je ta župnija Velesovo. Druga razlaga za Velesovo je pa tudi zelo primerno veseli ljudje. To je prav, ne? In tudi veliko lesa. Tukaj okrog je res veliko gozdov, zdaj že malo manj. Tako da je morda tudi ta razlaga. Za kraj Adergas je pa čist nemško, to je zaradi tega, ker so redovnice govorile nemško in potrebovali so nekaj pomoči, hlapci in dekle, ki so se tukaj nastanili v hiške okrog samostana
so se imenovali Andergašani, kar pomeni, da so šli delati Andergase na ono stran ulice, ali pa na Trato, kar pomeni Andergrase. Tako da to sta ti dve lepe razlage. In tudi prebivalci, ki nas ni veliko tukaj, naša župnija je silno majhna, pa lepa, čudoviti ljudje smo tukaj, ima komaj 800 prebivalcev in smo res pravi Velesovčani. Kdaj pa ste se vi prvič srečali z Medžugorjem in kaj vas je najbolj pritegnilo? Ja, to je pa res čudovita zgodba. Lete, tudi ko sem jaz samo Novo Mašo 85 leta, še nismo šli v Medžugorje. Enostavno smo duhovniki imeli željo predvsem poromati, peš, s kolesi, kakorkoli že, z vlakom, z mladino, na Brezje. Ampak potem, ko sem postal župnik, ko smo se vendarle odpravili z kolegi, malo po Dalmaciji seveda, in smo rekli, pojmo še v Medžugorje. In tam nas je res presunilo srečanje z mladimi zvečer ob 11, ko smo šli molit brevir, tja pred cerkvijo, pa vidimo na tisoče mladih, celo takrat so tudi v slovenščini molili neke prošnje, mi smo bili čist pav in nismo mogli verjeti. No in smo potem tam ostali, dokončali njihovo češčenje pred Najsvetejšim in pravzaprav nemih ust odšli spat. Naslednji dan se lepo zrihtamo v duhovniško obliko, kolari in tako, in tam molimo brevir, komaj smo končali, pridejo ti romari, mladi, padre, konfesione, župniki, duhovniki, spoved bi radi. Bilo je zelo malo takrat še duhovnikov tam dol in vam povem, da dokler smo bili v duhovniški obleki, smo bili kar oblegani oziroma nadlegovani. Potem smo se morali prvo v civilko obleči, da smo imeli mir, da smo lahko vsaj tudi zase nekaj naredili. To je bilo to srečanje, moje srečanje, prvo srečanje pravzaprav z Medžugorjem. V cerkvi se nahaja tudi velik Marijin kip, pripeljan iz Medžugorja, ki pa je bil pripeljan s posebnim razlogom. Zakaj, katerega leta, kaj se je takrat začelo? Ja, veste, naši farani tudi radi potujejo, romajo in res smo hodili takrat, ko je bilo še to dovoljeno, tudi po več dni na različne romarske božje poti po celi Evropi. In tako smo se odpravili tudi v Medžugorje in tam je se tudi gospa Klavdija je bila z nami, ki še več ve, nas je krasno vodila takrat dol, povedala veliko več stvari, ker je doživela tudi še veliko drugih stvari. Vsekakor, takrat smo si želeli, da bi tudi mi imeli Marijo iz Medžugorja. Namreč, mi imamo itak že Marijo z Jezusom. Mi imamo namreč v oltarju najstarejši romarski Marijin kip v Sloveniji. Res nekaj veličastnega. In ta kip je takrat ob zastanovitvi samostana prinesel oglejski patriarh Bertold II. Po drugi varianti pa je morda res prišel po legendi sem na čudežen način, da so ga našli hlapci tega gradu, ki so ga potem odnesli v cerkev in kasneje je bil drugi dan zopet ta na istem mestu na enem štoru, tako so potovali s tem kipom gor in dol. Toliko o kipu iz Velesovega. Kip iz Medžugorja so pa tudi naši verniki rekli, pa dajmo še mi, bomo še mi imeli en kip, in to je bilo tam, mislim, da leta 2014, smo ga kupili, skoraj prešvercali, takrat še ni bilo prav fajn se voziti tam dol po Bosni, pa čez tiste meje, smo ga res dejansko pripeljali lepo v Vatrgas. In naslednje leto, ko smo imeli prvi tako imenovani Marijin dan, smo povabili tudi s pomočjo prav teh organizatorjev, ki pripravlja romanja v Medžugorje in revije Mir, smo povabili patra Petra Ljubičiča, ki nam je ta kip blagoslovil.
in imamo celo en rožni venček pri Mariji, zdaj ima še več rožnih venčkov, ki ga je podaril in naj bi ga tudi Marija v prikazovanju blagoslovila. Tudi naslednja leta se je potem Marijin dan nadaljeval in se odvijal vsako leto. Kako poteka, kakšen je program, katere goste ste imeli? Ja, res je. Mi smo potem s tem lepim prvim srečanjem z Marijo iz Medžugorja nadaljevali in si nekako dali ime Marijin dan. Ta dan je bil najprej, prvi dan je bil zadnjo soboto v maju, potem smo pa ugotovili, da takrat se zaključujejo šmarnice in smo raje to prenesli na drugo soboto v mesecu juniju. No in ta srečanja vedno prihajajo številni gostje, med drugim je bil tudi že gospod nadškof Stanislav Zore, pa mnogi pričevalci in ljudje, ki so že doživeli ali spreobrnenje ali ozdravljenje in podobno, tako da je vedno zelo zanimivo. Tudi sam program je zelo identičen programu, recimo ene sobote v Medžugorju, kar pomeni molitev rožnega venca, stalna priložnost za sveto spoved, potem sveta maša, gostje, pričevalci, potem petje Marijinih pesmi, če se le da vse v stilu iz Medžugorja. Seveda največ v slovenščini, če so pa gostje bili prav iz Medžugorja, smo pa seveda imeli tudi čudovite prevajalce in prevajalke. Prelomno leto, kot pri številnih dogodkih, je bilo tudi lansko leto, ko je bil zaradi razmer Marijin dan odpovedan. Kako pa kaže letošnjemu dogodku? Ja, res epidemija in vsa ta opozorila še niso končana. Marija nas spremlja. Lansko leto smo res morali čisto vse odpovedati. No, letos smo se pa nekako začeli živeti s to korono, tudi organizatorji, in smo rekli, letos bo. Letos bo in sicer 12. junija 2021 in sicer imamo več variant. Dej, če bo vse v redu, bo vse v cerkvi in okrog nje. Če bo pa tako kot sedaj, bomo po vsej verjetnosti organizirali večje druženje na samostanskem dvorišču, ki je čisto zaprto, in v cerkvi naj bi bilo samo češčenje pred Najsvetejšim. Vsekakor pa po vsej verjetnosti, če nič ne bo dovoljenega oziroma če bo vse prepovedano zaradi korone in drugih ukrepov, bomo pa imeli v najožjem izboru tudi prenos preko YouTubea in drugih svetovnih spletov, župnijske spletne strani in podobno. Tako da vas res povabim, da spremljate našo župnijsko stran, potem recimo Radio Ognjišče, se lepo zahvaljujem za njihovo podporo, potem revijo našo in tudi vse ostale informacije, povezave, ki jih imate itak že z veseljem po teh svojih raznih kanalih in zvezah. Hvala, gospod Slavko, za ta zanimiv pogovor. Drage gledalce, bomo vse povabili, naj nas spremljajo na družbenih omrežjih, pa potem tudi naj spremljajo našo naslednjo oddajo, kjer bodo dobili tudi več točnejših informacij, kako bo potekal letošnji Marijin dan. Hvala lepa. Hvala. In nasvidenje tukaj v župniji Vilesovo, v majhnem kraju Adergas. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala in nasvidenje.
اسمك في قلوب شاكرة هوشعنا في الأعالي Slavimo mi, Aleluja, radosno srcem svi, Aleluja, budi slavljeno Bože naš, Hosana in excelsis. Majko mira moli za nas. Ali že veste, da v Sloveniji po vzoru Medžugorja pravkar poteka prvi Mladi fest? V prejšnji oddaji ste lahko videli vabilo, tokrat pa vas bomo odpeljali kar v središče dogajanja v Mursko Soboto. Mladi so prav za našo oddajo pripravili poseben videoposnetek. Oglejmo si ga. Lep pozdrav vsem skupaj, sem Gašper Otrin, salezijanec duhovnik, ravnatelj doma Janeza Boska v Žerimljah. Vesel sem, da sem z vami lahko na prvem mladinskem festivalu, letos v virtualni obliki. Marija, kraljica miru, mi preprosto pomeni to, da ko iščem mir, vem, kje ga najdem. Marija ima edina tisti mir, ki ga svet ne more dati. In to je njen sin Jezus. Marija je samo zato, tudi zame, kraljica miru, ker v moje življenje prinaša Jezusa. In zato sem Mariji neskončno hvaležen. Sem Peter Štumf, doma iz Beltinec. Po svojem osnovnem duhovnem poklicu salezijanec. 15 let sem že škof, 11 let pa škof tukaj v Murski Soboti. Moje geslo je S teboj, Mati Marija, in zdi se, da bo to geslo tudi središčno sporočilo letošnjega mladinskega festivala. Marija je vir mojega duhovnega življenja, tudi mojih odločitev in pa hkrati tudi moj cilj. Njej se zatekam vsakodnevno, zjutraj z molitvijo po tvoje varstvo, zvečer o Gospa moja in tudi vsakodnevno njej na čast molim rožni venec. Zato vas, dragi mladi prijatelji, vabim, da se tudi vi zatekate k Mariji in pri njej iščete svoj notranji mir in vam obljubljam, da ne boste razočarani. Sem Ciril Čuš, župnik v župniji Žetale in župnija Stoperce, ki je vso uprave. Kraljica miru mi pomeni posebej, da je moja nebeška mama, ki me spremlja k Jezusu, je bližnica, ki njena priprošnja še posebej veliko velja pred Bogom in veliko veselje je to, da lahko prek Marije prihajam k Jezusu. Saj tudi moje novo mašniško geslo, ves sem tvoj Jezus, ves sem tvoj Marija. Jaz si ne morem predstavljati duhovništva brez Božje Matere Marije, ki je tudi bližnica k Bogu, hkrati pa tudi kraljica miru, da mi prinaša v moje življenje, pa tudi s tistim, kateri sem poslal, ta Božji mir in to Božjo ljubezen. Amen. Dogodek se zaključuje jutri in ste lepo povabljeni, da se pridružite tudi vi. Dogajanje lahko spremljate preko spletne strani, tako da v Google vtipkate kratico ŠOMMS, kar pomeni Škofijski odbor za mladino Murska Sobota. Tam boste našli vse zanimive informacije in tudi povezave do vsebin, ki ste jih morda zamudili. Delite to informacijo še z drugimi, ki bi jih dogodek utegnil zanimati. Majko mira moli
Naročniki revije Mir odmev Medžugorja verjetno že veselo prebirate novo revijo. Radi pa bi jo predstavili tudi tistim, ki je morda še ne poznate. Zato lepo pozdravljava urednico revije Mir odmev Medžugorja, gospo Mirjam Sterle. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V aprilu je torej šla nova številka revije Mir. Kaj bi iz nje predstavili našim gledalcem? Tokratna osrednja tema v reviji je Spreobrnenje, odločitev za resnično ljubezen. V njej naš odgovorni urednik na podlagi Marijinih sporočil Mirjani razvija misel, kaj pravzaprav je spreobrnenje, da to ni nek nedosegljiv vrh ali pa neko temno brezno, ampak pomeni predvsem eno, da odkrijemo največjo, se pravi Božjo ljubezen, jo spoznamo, sprejmemo in ji v življenju potem tudi sledimo. V tej številki bralce čaka tudi zanimiv in aktualen prispevek. Medžugorje je namreč v zadnjem času obiskala Andreja Marinšek, ki piše, kako je doživela tokratno romanje. Kaj pravi, kako je v Medžugorju v teh časih? Ja, gospa Andreja si je tako želela poromati v Medžugorje, da je skupaj s svojo družino premostila vse ovire za uresničitev tega hrepenenja in tudi izpolnila vse v zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije COVID. Ko je z družino v poznih večernih urah prišla na cilj, se je odpravila proti cerkvi in v srcu imela vročo željo, da bi pozdravila Najsvetejše. Ta trenutek je tudi doživela, torej se je njena želja izpolnila in sicer tik preden je čistilec zaprl glavna vhodna vrata. Sicer pa pravi, da je Medžugorje mirno, da ni več podoba sveta v malem. V cerkvi so obredi in maše in molitve vse po običajnem urniku, tam se tudi zbira največ ljudi. Če pa gre romar na križevac ali pa na hrib prikazovanj, lahko to opravi v večjem miru, zbranosti in tišini kot prej. Že v prejšnji oddaji sva omenili, da je v vsaki številki tudi prispevek o svetnikih našega časa oziroma bližnje preteklosti. Tokrat je predstavljena, lahko bi rekli, ne tako zelo znana, a zelo zanimiva portugalska svetnica Aleksandrina da Costa. Ja, priznam, da za to svetnico tudi jaz doslej še nisem slišala. Ko pa sem urejala zapis o njej, me je presenetila in vzbujala v meni čudenje, začudenje in tudi globoko spoštovanje. Gospod jo je izbral za posebno poslanstvo, jo na to poslanstvo postopoma, počasi svojo božjo pedagogiko pripravljal. Namreč ona je od 34. leta starosti podoživljala Kristusov pasijon, vendar si je od Jezusa izprosila zavajajoč smehljaj, za katerim je skrivala veliko trpljenje, ki ga je prestajala. Podobno kot naša Magdalena Gornik je tudi ona več kot 15 let živela samo od svete hostije. Zakaj jo imenujejo tudi četrta fatimska vitkinja in še nekatere druge podrobnosti, pa si preberite v reviji. Marija nas s svojimi sporočili spodbuja, tolaži, bodri in vodi. V vsaki številki revije nam sporočila pomaga bolje razumeti sestra Emanuel, po rodu Francozinja, ki že več kot 25 let živi v Medžugorju. Tako je. Sestra Emanuel nas tokrat vabi, naj se zatečemo v Marijino brezmadežno srce. Marija nam obljublja, da nam bo pomagala iti skozi čas, ki je pred nami, če jo bomo prosili za potrebne milosti in če se bomo izročili njenemu srcu in srcu njenega sina. Tudi iz sedanje situacije lahko torej rečemo, korajža velja, saj Marija prosi Boga poimensko za vsakega od nas, prosi za mir v našem srcu in za upanje v prihodnost, ki je vsa v Božjih rokah. Kar zelo bogata in zanimiva vsebina čaka bralce revije. Poskrbite in se pravočasno naročite, da boste lahko prebrali tudi naslednje zanimive prispevke v junijski reviji. Še vedno ste lepo povabljeni, da vaša doživetja, pričevanja, zgodbe pošljete na e-mail revije.
Zahvaljujemo pa se gospe Mirjam za predstavitev številke revije in lepo pozdravljamo. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje, lep pozdrav vsem skupaj. Nasvidenje. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship.
Danes smo slišali, kako zelo pomembno je, da očistimo svoje srce. V očiščen prostor lahko na pravo mesto postavimo prave temelje. Tako bomo danes v molitvi, evharistiji in postu dodali še spoved. Potrudimo se, da bi ta sakrament prejeli. Jutri, 8. maja, se v Medžugorju začne posebna akcija, h kateri smo bili povabljeni tudi Slovenci. Marija se v Medžugorju prikazuje že 40 let, zato lahko rečemo, da je to poseben milostni čas. Številni od nas bi si v tem trenutku gotovo želeli priti v Medžugorje in se zahvaliti za vse milosti in ljubezen, ki smo jo prejeli preko Marije. Čeprav je čas pandemije, omejitev in nezmožnosti romanj, smo povabljeni, da tokrat vsi skupaj poromamo s srcem. 8. maja, ko je na hrvaškem koledarju označen Dan Marije Srednice milosti, nas iz Medžugorja vabijo, da se povežemo v verigo molitve in posta v zahvalo nebeškemu Očetu za milost, da je dopustil, da je kraljica miru vsa ta leta z nami. Molitev in post trajata 40 dni in se zaključujeta 24. junija. V ta namen bo na voljo tudi aplikacija v hrvaškem jeziku, ki se imenuje Obnovimo Gospine poruke, kar pomeni obnovimo Marijina sporočila. Tam si lahko označite dan, na katerega bi želeli sodelovati s svojim postom in molitvijo. Oziroma, če vam aplikacije niso domače, si sami izberite dan ter post in molitev posvetite v ta namen. Kot pravi Jezus v Svetem pismu, kjer sta namreč 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Povežimo se in se imejmo radi. Hvala, dragi gledalci, da ste bili z nami. Ponovno se vidimo 4. junija. Nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje. Slavimo te in tvoje